Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Slovenskih Konjic, kjer je pred nami tekma 5. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod in sicer obračun med ekipama Dravinje in pa Šampiona. Za pregravo Skrbinšek žogo potem sicer lepo spravijo do Vezjaka, Vezjak je iskal Ramšaka. Ramšak pritiska na Daničiča, precej tvega Daničič. Zdaj tam tudi Vezjak, Vezjak bo ukradel žogo. Zdaj vratarja seveda ni na golu, Vezjak gre proti golu in rezultat je 1-0. V 5. minuti je domači kapetan Denis Vezjak kaznoval napako gostujočega vratarja Nikole Daničiča, ki se je poigraval. Domačini so mu žogo ukradli. Denis Vezjak pa je potem žogo brez večjih težav poslal v mrežo. Lepa kombinacija zdaj nogometašev Šampiona, tam je Veligošek, Veligošek še vedno Veligošek. Na koncu pa od enega domačih branilcev žoga v drugi kot za Šampion. Proti Rauterju, Rauter lepo za Čaksa, Čaks je v kazenskem prostoru, Čaks strelja! Od vratnice pa se je žoga odbila nazaj v igrišče. Lepa priložnost je bila to za Dravinjo. Odločil se je zdaj za strel Žiga Čakš. Veligošek pa Petkovič. Petkovič poda v sredino, nekoliko nerodna reakcija domačih. Žoga je na koncu šla proti Rakarju. Končala pa tam na koncu srečno v rokah Matica Skrbinška. Pa Jan Petkovič. Petkovič je stekel mimo, Štancar pa strelja, brani pa Skrbinšek. Do odbite žoge potem Petkovič, še enkrat pa se je izkazal domači vratar Skrbinšek. Zaveselili proti kazenskemu prostoru. Žoga v sredino, Gaber. Gaber je prišel do strela, obranil pa je Nikola Daničič. Rešil je zdaj tudi gostujoči vratar svojo ekipo tik pred Radič. Atraktivno Radič proti Čakšu. Čakš dobro za Ramšaka, Ramšak v kazenskem prostoru, Ramšak strelja in rezultat je 2-0. Odlična podaja Žige Čakša proti Žanu Ramšaku in v 55. minuti je domači napadalec številko 7 lepo matiral gostujočega vratarja in rezultat povišal na 2-0. Žiga Čakš je prišel do žoge. Aleksandar Radič v šprintu vteka, Radič je v kazenskem prostoru, Radič do strela in krasen zadetek domačega vezišta številko 22 Aleksandra Radiča. V 66. minuti so torej Konjičani prišli do povišanja vodstva na 3-0 in zdi se, da je zdaj dvomov o zmagovalcu te tekme vse manj. Vezjak že v napadalni tretjini, Vezjak do strela, brani Jug. Čakš je potem prišel do odbite žoge in rezultat je 4-0. 73. minuta in nov zadetek za Žana Ramšaka. Ja, zdi se, da tudi s trenersko menjavo ni zadev Predrag Vasič. Spustil je Žan Jug žogo. Do nje je instinktivno prišel Žiga Čakš. Na koncu pa je žogo v mrežo poslal drugič danes Žan Ramšak. Še vedno Selčan je žogo spravil do Mihajla Rakarja, ki je sicer ni najbolje zadev, no so pa potem gostje vendarle prišli do znižanja. Strelec zadetka je nogometaš številko 9, Blaž Kocjan. Žužek in Skrbinšek, Žužek pa žogo pošilja za hrbe domačega vratarja iz 11 metrovke v 80. minuti in rezultat niža na 4-2.
Še eno zbližanje rezultata. Gosti so rezultat zbližali na 4-2. Strele zadetka številka 4, Žan. Zaenkrat mislim, da je bilo rešeno na 4:0, igralci so malo popustili in bom rekel nerazumljiv padec. Na koncu 4:2 bom rekel vseeno sem zadovoljen z zmago, ostale stvari pač bomo mogli malo čez teden popraviti, pa da se pripravimo za naslednjo tekmo. Domače tekme mislim, da smo zasluženo dobili za teh 9 pik, 3 tekme v gosteh, 2 remija. Želja še je, da iz gostov dobimo kakšno točko oziroma zmago, domač teren pa mora biti neosvoljena trdnjava za nasprotnega moštva. Lani smo končali na 2. mestu, letos prav tako ciljamo na sam vrh. Želimo držati skozi priključek oziroma biti čim vrhu in če se ponudi priložnost, vsekakor cilj, da napredujemo naprej. Ja, v tekmo nismo vstopili resno, potem nezbranost v naši vezni liniji je privedla do napak, ki jih zadnja linija ni mogla popraviti. Pol na koncu tekme smo nekoliko prišli k sebi, ampak nam je zmanjkalo časa, da bi se vrnili in dobili pozitivni rezultat. V to sezono smo štartali odlično, 2 zmage nanizali, oziroma zmago pa remi, sedaj pa se je nekaj v ekipi obrnilo in sedaj 2 zaporedna poraza moramo dvigniti glave in iti naprej v sezono. Ja, v sezoni pričakujemo zgornji del lestvice, drugače moramo še nekaj stvari popraviti, da bi lahko pol ciljali višje, mogoče tudi drugo ligo v naslednjih sezonah.